Danes v Pomurskem dnevniku. Spomin na žrtve holokausta. Jevšek o prioritetah v mestni občini Murska Sobota. Škodljivi delci v zraku. Bencin in dizel cenejša. Vreme, jutri bo jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Včeraj smo se spomnili žrtev holokausta in 75. obletnice osvoboditve taborišča Auschwitz, v katerem naj bi umrlo kar 1,1 milijona ljudi. Izmed 2300 ljudi iz Slovenije se jih 1600 nikoli ni vrnilo domov. Med preživelimi je bila tudi prekmurska Judinja Erika Fürst. Včeraj smo obeležili svetovni dan spomina na holokaust, enega najbolj črnih obdobij v človeški zgodovini. V Univerzitetni knjižnici v Mariboru so zato pripravili razstavo z naslovom Potni list za življenje. Ta govori o skupini poljskih diplomatov, ki so v Bernu v Švici med drugo svetovno vojno preganjanjem Judom izdajali ponarejene potne liste latinskoameriških držav, predvsem Paragvaja, in jim na ta način, torej preganjanjem, pomagali preživeti vojno, holokaust in so jim na ta način torej rešili življenje. Glavni središči judovske skupnosti v Sloveniji sta bili v Murski Soboti in Lendavi, kjer je živelo več kot 85% vseh slovenskih Judov. Žal so prekmurski Judi delili usodo Judov na madžarskem ozemlju. Pomeni, da so bile deportacije izvedene koncem aprila 1944. Če smo natančni, 26. aprila 1944. Med njimi je bila tudi Erika Fürst iz Murske Sobote. Bilo je zelo hudo. Peljali so nas sinagoge v Čakovec, Čakovca, Kanižo, kjer smo bili 3 tedne brez hrane. V taborišču je imela tudi bližnje srečanje z angelom smrti, kot so poimenovali doktorja Mengeleja. Ob rednih pregledih so se morali vedno sleči do golega. In me je Mengele ven z vrste potegnil. Zaprli so me v eno sobo, jaz sem skočila skozi okno, ni bilo zelo visoko in sem se postavila k mami. Ko je Mengele šel mimo, me je za uho potegnil, kaj pa ti mala dela spet tu. Ta je en izmed Nemk nato naročil, naj jo odpelje, prepričana je bila, da jo čaka krematorij. A to se naposled ni zgodilo in skupaj z mamo ter sestro je dočakala dan, ko so jih osvobodili Rusi. Niso mogli govoriti, tako so bili presenečeni, kak je naš blok izgledal, kak smo izgledali. Ženske so skakale, ker so mogle, so skočile s postelji in noge poljubovale. Preteči je moralo veliko let, da se je ponovno vrnila na mesto trpljenja. Slednje je v njej prebudilo močna čustva. Celo noč sem jokala, prišla sem v eno zgradbo, ko so hoteli pokazati, meni je slabo ratalo, sem šla ven. Kot še pove, je po vseh teh letih uspela najti notranji mir. Toda ob dnevih, kot je bil včerajšnji, spomini v njenih očeh vendarle poskrbijo tudi za kakšno solzo. Župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek je v oddaji Soboški ekran spregovoril o prenovi Slovenske ulice, strehe na Soboški tržnici ter ostalih prioritetah v letu 2020. Predvsem se bo v končni fazi koriščenja sredstev iz naslova celostnih trajnostnih naložb sedaj delalo na komunalni infrastrukturi, se pravi na cestni infrastrukturi. V obrazložitvi proračuna zelo jasno piše, da bomo ta sredstva namenili za prenovo nekaterih pomembnih ulic v samem mestu. To je Slomška ulica, ulica arhitekta Novaka, Staneta Rozmana ulica, Lendavska ulica in Kroška ulica. Tukaj imamo možnost črpati evropska sredstva, kot rečeno. Nadaljevali in končali bomo z mestnim središčem, z prenovo oziroma začetkom prenove kanalizacije, o čemer smo govorili v zadnjem letu dni. Sobota je potrebna celostne prenove kanalizacijskega sistema. Dober milijon evrov namenjamo širitvi infrastrukture v severno-obrtni industrijski coni. In pa soudeležba mestne občine je tudi vsebovana v proračunu pri izgradnji vzhodne obvoznice, kjer smo sofinancerji dela tega projekta.
V času kurilne sezone je zrak onesnažen, še posebej pa so problematični škodljivi delci. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je merilna postaja Murska Sobota v lanskem letu zabeležila kar 42 preseganj teh škodljivih snovi v zraku. V največji meri se z onesnaženostjo zraka z delci PM10 srečujejo v prometno bolj obremenjenih urbanih središčih. Pri teh delcih gre za mešanico trdnih in tekočih snovi, ki so razpršene v zraku. Njihova glavna sestavina je ogljik, na katerega so vezane različne škodljive snovi, kot so na primer strupene kovine in organske spojine. Najmanjši delci prodrejo najgloblje do pljuč in gredo naprej v kri. Manjši delci kot so, dlje v telo prodrejo in bolj so škodljivi. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je merilna postaja Murska Sobota v lanskem letu zabeležila 42 preseganj, a trenutni podatki za Mursko Soboto še niso dovolj visoki za preplah. Tudi danes smo namreč v Murski Soboti zabeležili nizko onesnaženost zraka z delci PM10. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je zaradi posledic vzpostavljenosti onesnaženemu zunanjemu zraku v letu 2016 po svetu umrlo 4,2 milijona ljudi. Onesnaženost zraka je prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v Evropski uniji. Zaradi vse večjega upada donosa medu kljub povečanemu številu čebel in čebelarjev stroko poziva k izboljšanju usposobljenosti čebelarjev. Slovenija ima nekaj več kot 10 tisoč čebelarjev, ta številka pa še narašča. Povečuje se tudi število panjev in čebel, donos medu pa v zadnjih letih strmo upada. Zaradi slabe usposobljenosti čebelarjev se pojavlja vse več bolezni čebel. Strokovno združenje profesionalnih čebelarjev zato pripravlja projekt dobre čebelarske prakse, v katerem bodo navedli, kaj je dobro za čebelarje in čebele. Na strokovnem srečanju se bodo med drugim ukvarjali z vprašanji, kakšni so učinkoviti ukrepi za obvladovanje bolezni čebel, ali so pripravljeni na prihod malega panjskega hrošča, ter zakaj čebele naseliti v rastlinjake in kako. Strokovno združenje profesionalnih čebelarjev je bilo ustanovljeno pred 3 leti in združuje večje čebelarje v Sloveniji, ki se s čebelarjenjem tudi poklicno ukvarjajo. Njihovi člani čebelarijo z več kot 10% čebeljih družin v Sloveniji. Od danes bomo za regulirani pogonski gorivi dizel in bencin odšteli nekoliko manj. Poglejmo, za koliko so padle cene dizelskega goriva in bencina. Na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest ste se opolnoči neosvinčen 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pocenila. Neosvinčen 95-oktanski bencin se je na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest danes pocenil za 1,1 cent na 1,287 evra za liter. Dizelsko gorivo je cenejše za 4,3 cente, cena pa tako sedaj znaša 1,242 evra za liter. Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah sicer določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane. Na sobotainfo.com poročajo o 5-letni deklici, ki je na smučišču padla in se je hudo poškodovala. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si sedaj poglejmo še kratke novice. Po kar nekaj dneh megle nam je danes bilo vreme zelo naklonjeno. Takšno jasno in sončno vreme, kot smo ga imeli danes, pa nas bo spremljalo še jutri in v četrtek. Več o vremenu pa v vremenski napovedi.
Danes smo imeli jasen in sončen dan s temperaturami okrog 12 stopinj Celzija. Opoldne ste v Murski Soboti namerili 11, v Lendavi 10, v Radencih 9 ter v Krajinskem parku Goričko 8 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno povsod razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru okoli -1, dnevne pa okoli 8 stopinj Celzija. V četrtek bo precej sončno, proti večeru pa se bo od zahoda pooblačilo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, pihal bo jugozahodnik. Temperature v naših krajih se bodo gibale med -4 in stopinjo nad ničlo, dnevne pa med 9 in 13 stopinjami. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvidea.si. Želim vam lep preostanek dneva in vas hkrati vabim v našo družbo tudi jutri.